En lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Mojca in to so seveda nepremičninski nasveti z Mojco. Današnja tema je seveda, kaj se zgodi, ko nam kupec oziroma kako poteka postopek, ko nam kupec reče da ali pa ko nam prodajalec reče da. Moram reči, da v praksi delamo 2 do 3, 4 postopke na mesec prodajne, kjer nas pokličejo seveda prodajalci ali pa kupci, da so seveda nepremičnino kupili, prodali in da želijo, da prodajni postopek uredimo mi na nepremičninski agenciji. Torej najprej seveda uskladimo prodajno pogodbo, ker točno določimo seveda koliko je ara, kdaj se plača kupnina, kdaj je rok za izselitev, kaj še takšnega, seveda opremo popišemo točno, da ni seveda na primopredaji kakšnih nevšečnosti, da je nekdo rekel, da bo pustil v nepremičnini, ne vem, novo sedežno, potem pa prideš na primopredajo, pa sedežne ni v nepremičnini, teda tudi to je treba točno notri napisati in specificirati točno opremo. Ko seveda uskladimo prodajno pogodbo, sledi podpis prodajne pogodbe in seveda po podpisu to pogodbo nesemo na davčno upravo, da seveda odmerijo davek na promet. Seveda pa za davek na promet niso edini obrazci samo davek na promet, potrebno še je izpolniti seveda obrazce za stavbno zemljišče, za kapitalski dobiček, za davek na premoženje. Recimo zdaj tisti, ki so živeli v nepremičnini več kot 3 leta, ponavadi rečejo, mi tak nimamo kapitalskega dobička. Ja, nimate ga, ampak vseeno je treba izpolniti obrazce za kapitalski dobiček in potem seveda tam označiti, da ste oproščeni le tega. Tako da v praksi je potem seveda potrebno vse te obrazce izpolniti, davčna uprava potem seveda pošlje odločbo za plačilo davka na promet. Pri nas na agenciji ponavadi potem to pogodbo tudi dvignemo na davčni upravi in jo seveda dostavimo k notarju in na to seveda pozovemo prodajalce, da seveda grejo prodajno pogodbo overiti, torej prodajalci overjajo svoj podpis na prodajni pogodbi. Zelo pomembno je, kaj se potem zgodi z prodajno pogodbo oziroma kaj boste z prodajno pogodbo naredili. Tukaj se v bistvu ena past skriva, ker seveda, če boste kupcu dali prodajno pogodbo, preden vam bo plačal celotno kupnino, se lahko kaj hitro zgodi, da boste ostali brez dela kupnine. V praksi mi seveda pogodbo deponiramo pri nas v sefu. V primeru, da pa je hipotekarni kredit, pa seveda prodajno pogodbo dostavimo na hipotekarni narok. Tako da tu je treba res biti pazljiv. Po plačilu celotne kupnine pa seveda sledi primopredaja, to je seveda en tak zelo srečen dogodek, tako da poskrbite za to, da bo res ostal v vašem spominu kot en vesel dogodek. Na primopredaji potem ji seveda popišemo vse števce in seveda tudi naredimo na koncu prepis, ne vem, recimo pri upravniku, pri vodovodu, plinarni in teh zadevah, tako da se strankam ni potrebno ukvarjati niti za temi zadevami okrog prepisov. Tako da to jaz mislim, da je bolj ali manj vse, upam, da nisem česa spustila. Če pa so slučajno kakršnakoli dodatna vprašanja, pa se veste, z veseljem sem vam na voljo.